V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami in s tvojim duhom. Pozdravljeni vsi, ki spremljate to svetomašo preko spleta. Danes se jezuiti spominjamo godu dveh naših sobratov, blaženega Diega Luisa de San Vitores in njegovega katehista Petra Kalungsoda. Oba sta bila mučenca na Marijanskih otokih. Svetomašo pa danes patri darujemo za pokojno Urško Rozina, za zdravje, za Ireno Istenič in za pokojnega Franca Humar. Za pokojno Ireno in za pokojnega Franca Humar. Najprej na začetku te svetemaše prosimo za vse nas Božjega usmiljenja, da bomo res vredno pri tej sveti daritvi. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. O Bog, za evangelizacijo ljudstev na Marijanskih otokih si spodbudil duhovnika Diega Alojzija in mu dal za tovariša v poslanstvu in mučeništvu blaženega katehista Petra. Po njunih zaslugah in njuni priprošnji daj tudi nam, da bomo močni v veri mogli vztrajati v preizkušnjah vse do smrti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, slišali ste o delu Božje milosti, ki mi je bila dana za vas, da sem po razodetju spoznal skrivnost, kakor sem zgoraj v nekaj besedah zapisal, iz katerih morete, če berete, spoznati moje razumevanje Kristusove skrivnosti, ki se v drugih časih ni oznanila človeškim otrokom. Zdaj se je po duhu razodela njegovim svetim apostolom in prerokom, da so pogani sodediči in soudje in soudeleženci pri obljubi v Jezusu Kristusu po evangeliju, katerega služabnik sem postal, po daru Božje milosti, ki mi je bila dana, po delovanju njegove moči. Meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana ta milost, da bi poganom oznanil nedoumljivo Kristusovo bogastvo, ter vsem pojasnil, kakšen je načrt skrivnosti, od vekov skrite v Bogu, ki je vse ustvaril, da bi se vladarstvom in oblastem v nebesih po cerkvi zdaj oznanila mnogovrstna Božja modrost, po večnem sklepu, ki ga je izvršil v Jezusu Kristusu, našem Gospodu, v katerem imamo srčnost in zaupljiv pristop po veri vanj. Božja beseda, Bogu hvala. Veseli boste zajemali iz studencev odrešenja. Veseli boste zajemali iz studencev odrešenja. Glej, Bog je moje rešenje, zaupam in se ne bojim.
Moja moč in moja pesem je Gospod, on mi je bil v odrešenje. Veseli boste zajemali iz studencev odrešenja. Slavite Gospoda, kličite njegovo ime, oznanjujte med ljudstvi njegova dela, razglašajte, da je vzvišeno njegovo ime. Veseli boste zajemali iz studencev odrešenja. Pojte Gospodu, ker je storil velike reči, naj bo to znano po vsej zemlji. Vriskajte in radujte se, prebivalci Siona, velik je med vami Izraelov sveti. Veseli boste zajemali iz studencev odrešenja. Aleluja, tvoja beseda je svetilka mojim nogam in luč na moji poti. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Veste, da bi hišni gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride tat, ne pustil podkopati svoje hiše. Tudi vi bodite pripravljeni, zakaj ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov. Rekel pa je Peter: Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali tudi za vse? In Gospod je rekel: Kdo neki je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga bo Gospod postavil nad svoje služabnike, da jim ob svojem času odmeri živež? Blagor služabniku, ki ga bo njegov Gospod ob svojem prihodu našel, da tako dela. Resnično povem vam, čez vse svoje imetje ga bo postavil. Ako bo pa ta služabnik mislil, še dolgo ne bo mojega Gospoda, in bo začel pretepati hlapce in dekle, pojedati in popivati in se upijanjati, bo prišel Gospod tega služabnika ob dnevu, ko se ga ne nadeja, in ob uri, za katero ne ve, in ga bo odstranil od sebe in mu dal delež z neverniki. Oni služabnik, ki je spoznal voljo svojega Gospoda, pa se ni pripravil ali ni storil po njegovi volji, pa bo zelo kaznovan. Tisti, ki je ni spoznal, a je storil kaj kazni vrednega, pa bo malo kaznovan. Od vsakegar, komur je bilo dano mnogo, pa se bo mnogo zahtevalo, in komur so zaupali mnogo, od njega bodo še več terjali. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Nekaj besed o Božji besedi, kakšna misel tudi ob današnjih mučencih, ki se jih spominjamo, jezuiti. Diego Alojzi je bil Španec po rodu, dolgo si je želel v misijone, delal najprej kot profesor v domači deželi, potem pa je dobil dovoljenje od svojega predstojnika in se mu je izpolnila želja, da je lahko delal, odšel v misijone najprej na Filipine, kjer je bil tudi profesor bogoslovja, učitelj novincev, pa veliko delal predvsem z domorodci. Leta 1688 je prišel na Marijanske otoke, tam z vsem navdušenjem oznanjal Kristusa. Zanj tudi lahko rečemo, da s takšnim navdušenjem kot apostol Pavel v današnjem prvem berilu omenja to skrivnost, ki jo želi podeliti z vsemi. Skrivnost, da nas ima Bog rad, skrivnost, da Bog vsakemu človeku, vsem narodom želi razodeti svojo ljubezen, želi prinesti odrešenje, ki nam ga namenja, in zato je delal tudi Diego Alojzi, jezuitski duhovnik,
ki je skupaj s svojim katehistom leta 1672 na Marijanskih otokih pretrpel tudi mučeniško smrt. Se pravi, zato svoje prizadevanje iz svoje vire v Kristusa in želje, da prinese oznanilo tudi mnogim drugim, zato je dal tudi svoje življenje, ker mu je skrivnost Boga toliko več pomenila kot lastno življenje. Evangeljski odlomek nam danes pregovori o Jezusovih prilikah, kar dve napove. Peter po prvi sprašuje, je to namenjeno nam ali tudi drugim? Jezus ne odgovori direktno, ampak odgovori z vprašanjem, kdo je moder in razumen. Potem pove še eno priliko, ki jo zaključi, komur je bilo mnogo dano, se bo od njega tudi mnogo zahtevalo. Bog nam pravzaprav vse daje, od nas pa pričakuje, da v naši svobodi s tem ravnamo dobro, da nismo takšni kot tisti krivični oskrbnik, ki pretepa hlapce in dekle, ampak da svojo svobodo uporabimo za dobro. In k temu nas pravzaprav vabi današnji evangeljski odlomek. Vabi nas, da bi našo svobodo uporabili modro, da bi bili tudi mi, kot pravi Jezus na začetku te prilike, zvesti in razumni, da bi našo svobodo uporabili za to, da odgovorimo na Božjo ljubezen z našo ljubeznijo, z našimi dobrimi deli. Naj bo to ena vzpodbuda za nas, da bi tudi v tej luči biti razumni oskrbniki, biti zvesti in izkazovati Bogu, vračati Bogu njegovo ljubezen, da bi na ta način oblikovali naša dejanja v vsakdanjem življenju. Gospod nas poziva k čuječnosti in k zvestemu izpolnjevanju svojih dolžnosti, zato prosimo nebeškega Očeta drug za drugega, da bomo zvesti v tem, kar nam je zaupano. Naj Cerkev povsod oznanja mnogovrstno Božjo modrost, da se bomo v veri v Kristusa bližali Bogu v popolnem zaupanju. Prosimo te, usliši nas. Naj papež, škofje in duhovniki zvesto skrbijo za njim izročeno Božje ljudstvo in ga hranijo z nauki večne resnice. Prosimo te, usliši nas. Naj vladajoči, ki jim je zaupana velika odgovornost, vedno modro in pravično odločajo, da bo njihovo delovanje v korist vsem ljudem. Prosimo te, usliši nas. Naj očetje in matere dajejo svojim otrokom trdno oporo in lep zgled krščanskega življenja, ter jim poleg kruha za telo dajejo tudi primerno hrano za dušo. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo svetega Roka te, Gospod, prosimo za vse obolele s koronavirusom in njihove svojce pri nas in po svetu. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, sprejmi naše prošnje in nas obogati svojo milostjo, da bomo mogli uresničiti, kar od nas pričakuješ. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok. Naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti tega vina
in vode, naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je za nas postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prejeli to vino, Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Izmi, Gospod, mojo krivdo in me očisti mojega greha. Molimo, bratje in sestre, naj Bog, vsemogočni Oče, sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz naših rok, svoje svete cerkvi. Vsemogočni Bog, sprejmi darove, ki ti jih prinašamo na god svetih Diega, Alojzija in Petra, naj tako obhajamo skrivnosti Gospodovega trpljenja, da jih bomo v življenju uresničevali po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami in s tvojim duhom. Kvišku srca imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoja sveta mučenca sta po Kristusovem zgledu prelila svojo kri v slavo tvojega imena in tako razodela čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo Božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličastvu nenehno kličemo: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni, kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, kruh razlomil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih nove in večne zaveze v moji krvi, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vere, reši nas, odrešenik sveta, ki si nas svojim križem in vstajenjem odrešil. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s Teboj in oznanjamo delo Tvoje ljubezni. Tvoj Sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev Tvoje Cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k Tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in daj, da bomo eno v veri in ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, z vsemi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem Tvojim pridobljenim ljudstvom. Odpri nam oči za vsako človeško stisko, naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo čutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim. Naj bo Tvoja Cerkev kraj resnice in svobode, pravičnosti in miru, da bodo ljudje v Tebi dobivali novo upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost. Danes Ti posebej priporočamo pokojno Urško, pokojno Ireno in pokojnega Franca. Usmili pa se tudi vseh rajnih, katerih vero edino Ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čaka ta polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, mučenci, svetim Diegom in Petrom in vsemi svetniki, naj Te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Molimo skupaj, kot nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, dobri Oče, vsega hudega, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ki si svojim apostolom rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
usmili se nas, jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, svojo smrtjo si po očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje. Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega, daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe. Glejte, to je jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le z besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor nam, ker nas Gospod vabi na svojo gostijo. Gospod govori, ostanite v meni in jaz v vas. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Molimo. Bog naš Oče, sveta Diego, Alojzij in Peter sta vse svoje življenje posvetila oznanjevanju prave vire. Svete skrivnosti naj nas v njej utrdijo, da jo bomo povsod izpovedovali z besedo in delom po Kristusu, našem Gospodu. Ob koncu vas še povabim, da lahko pridete tudi prejet sveto obhajilo. Pri nas, tako kot smo prej imeli svete maše ob vseh urah, se pravi ob delavnikih ob 7:30 zjutraj in ob 19. pa ob nedeljah ob 6:30, ob 8:30, ob 10, ob 11:30 in ob 19. Vas vabimo, da posebej pazite na razdaljo in da vas nikoli ni, oziroma nas, tudi z duhovnikom vred ni več kot 6 v cerkvi. Če opazite, da je že toliko ljudi v cerkvi, vas prosimo, da raje še nekaj trenutkov počakate zunaj. Duhovniki počakamo pri oltarju, tako da se ljudje kamor zvrstite. Sedaj vas pa povabim, da za konec pred blagoslovom zmolimo še skupaj molitev za zdravje, ki jo boste lahko molili zraven. Oče usmiljenja in tolažbe,
Tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Gospod z vami. Blagoslovi, varuje in vodi naj vas vsemogočni dobri Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanite v Božjem miru. Bogu hvala. V tvoji bližini, Bog, prebival rad bi, ti si ustvaril me zase naredil in nemirno srce. V tebi spočije se. Bog ljubezni miru, duša žejna te je, vode žive mi daj, da odžejam se z njo, svojega daj duha, združil eno me z njim, svoje dam ti srce, kjer prebival boš ti. Utrdil meni ta dar osmiljenega srca, ljubim naj, kako
prebival rad bi ti, si ustvaril me zase naredil in nemirno srce v tebi spočije se. In na koncu moj Bog, sredi me zaljubljen, tvojo hišo vidim, ker mi Oče želi.